Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v skladu z visoko gospodarsko rastjo v letošnjem letu napovedujejo povečano zaposlovanje. Z novimi določbami zakona o urejanju trga dela želijo hitreje aktivirati iskalce zaposlitve in jih spodbuditi, da se čim prej vrnejo na trg dela. Prva novost je, da uvajamo spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, ki imajo nižjo ali srednjo izobrazbo. Če se bo takšna oseba zaposlila še v času, ko prejema denarno nadomestilo na zavodu, in bo zavod še naprej izplačeval 20% tega zneska. Med ostale novosti spada tudi obvezen vpis v evidenco iskalcev zaposlitev v času odpovednega roka. Če zaposleni tega ne bo storil, bo denarno kaznovan. Se pravi, sankcija za brezposelno oziroma iskalca zaposlitve, ki sklene zaposlitveni načrt, so takšne, da v bistvu, ker običajno gre potem za prejemnika denarnega nadomestila, ker prihaja oseba z delovnega razmerja, da se mu denarno nadomestilo v prvih 3 mesecih skrajša, se pravi, se mu začne zmanjševati in ga dobiva v znesku 60%. Torej prikrajšan za del svoje plače. To je kot tista neka sankcija, ker ni izpolnil svojih določil. Raba 20% dodatka po besedah Zgage naj ne bi vplivala na dobo prejemanja denarnega nadomestila. Ta nagrada nima nobenega vpliva pri ponovni prijavi v evidenco brezposelnih in pri ponovnem odmerjanju denarnega nadomestila. Se pravi, ne vpliva na nič, edino treba je pa poudariti, da se od te nagrade plača tudi akontacija dohodnine v višini 25%. To pa je tisto, kar je zakon določil in na ta način bo oseba potem tudi znesek prejela. V Sloveniji imamo dobrih 85.000 brezposelnih oseb, med njimi jih je več kot polovica dolgotrajno brezposelnih. Da bi se izognili izgubi delovne vneme aktivnega prebivalstva, želijo ljudi čim prej spodbuditi za iskanje dela. Dejstvo je, da človek, ko dalj časa brezposeln, če govorimo o dolgotrajno brezposelnosti, že nad 1 letom brezposelnosti, se toliko težje vrne nazaj v delovno sredino, v delovno aktivacijo, delovna kondicija upade in toliko težje je potem takšnemu človeku ponovno pričeti z delom. Zato je cilj zakona, da se ravno ti osebe, ki čakajo torej v tem odpovednem roku, da se jim izteče odpovedni rok in bi se prijavili šele takrat v zavod, v odprto brezposelnost, temu rečemo, da jih morda že v vmesnem času kot iskalce zaposlitve imamo evidentirane na zavodu za zaposlovanje. Načrtujejo tudi ukinitev volonterskega pripravništva. Ja, ukine se volontersko pripravništvo, ker vlada že tako nekaj časa tega ni več podpirala. Se nam ne zdi smiselno, da ne bi mladi, ki komaj vstopajo na trg dela, ki se morajo urediti družino, delali zastonj. Predvidene novosti so tudi vročanje odločbe o pravici do denarnega nadomestila z navadno pošto, določitev evidence študentskega dela in milejše kazni za kršitve dogovorjenih obveznosti med iskalci zaposlitve in zavodom za zaposlovanje.